Pridruži se dogodkom Meseca znanosti tudi ti. Spoštovane ljubitelice in ljubitelji razvoja, napredka, inovacij in umetnosti. Spoštovani minister, rektor, prorektorica, cenjeni predstavniki gospodarstva, direktorji in direktorice, cenjeni soorganizatorji festivala Uniminds, cenjeni raziskovalci in študentje. Dober večer in dobrodošli na zaključnem dogodku festivala Uniminds, ki v ospredje postavlja sodelovanje med akademskim svetom in gospodarstvom. Letošnji festival Uniminds, ki poteka že 5. leto, je bil od 14. oktobra naprej bogat z raznolikimi strokovnimi dogodki. V sodelovanju s Fakulteto za upravo, Ekonomsko fakulteto ter Fakulteto za farmacijo smo obravnavali številne pomembne teme. Pomen družbenega vpliva ter trajnostnih inovacij, priložnosti biotehnologije ter odziv na potrebe po kadrih iz gospodarstva. Obiskali smo laboratorije Nacionalnega inštituta za biologijo in gostili Lekov dan za raziskovalce. Odpravili pa smo se tudi v Koper in Maribor, kjer smo obiskali podjetja Hidria, oljarna Lisjak ter Marles. Vse aktivnosti so bile organizirane za namen krepitve vezi med akademsko sfero in industrijo. Vseh dogodkov se je udeležilo več kot 600 udeležencev iz gospodarstva, raziskovalne sfere in študentov iz Slovenije in tujine. Namen festivala Uniminds je ustvarjati inovacijsko skupnost in povezovati ljudi z različnimi znanji. Odprtost do drugačnega je namreč ključna za inovativnost, za napredek, saj omogoča rojevanje novih idej, razvoj novih tehnologij, izboljšanje kakovosti življenja in odpiranje novih priložnosti. Inovacije najdemo povsod okoli nas, predvsem pa jih nocoj najdemo v projektih, ki nam jih bodo predstavili letošnji finalisti Rektorjeve nagrade za najboljše inovacije. Današnji večer gosti Fakulteta za arhitekturo, kar nas napeljuje k razmisleku o inovativnosti v arhitekturi. Le-ta pomeni nenehno iskanje novih načinov za oblikovanje in gradnjo, ki nadgrajujejo tradicionalne pristope ter upoštevajo sodobne tehnološke, družbene in okoljske izzive. Danes inovativnost vključuje uporabo naprednih digitalnih orodij, kot so 3D tisk in BIM tehnologije, kar omogoča bolj natančno načrtovanje, optimizacijo materialov in zmanjševanje stroškov. Inovativni arhitekti ne ustvarjajo le estetsko dovršenih stavb, temveč razvijajo tudi rešitve, ki izboljšujejo kakovost življenja, spodbujajo družbeno interakcijo in odgovarjajo na izzive prihodnosti, kot so podnebne spremembe in urbanizacija. Vse to pa zelo dobro ve gostitelj današnjega večera, dekan Fakultete za arhitekturo, profesor Miha Dešman, ki ga z veseljem vabim na oder, da nam nameni nekaj pozdravnih besed. Spoštovani gostje, cenjeni kolegi in študentje, dober večer in lepo pozdravljeni na Fakulteti za arhitekturo. Veseli me, da vas lahko danes pozdravim na tem pomembnem dogodku, kjer podeljujemo Rektorjeve nagrade za najboljše inovacije. Arhitektura je sama po sebi disciplina, ki neprestano teži k inovacijam. Vsak projekt, vsak načrt je priložnost za iskanje novih rešitev, tako v oblikovanju, kot tudi v načinu, kako živimo in gradimo v tem svetu. Danes se arhitekti soočamo z izzivi trajnostnega razvoja, energetske učinkovitosti in odgovornega ravnanja z okoljem. Zato je naš poklic neločljivo povezan z inovacijami, saj nam prav inovativni pristopi omogočajo, da ustvarjamo rešitve za prihodnje generacije. Ob tej priložnosti želim izpostaviti pomen sodelovanja med akademskim svetom in gospodarstvom, ki ga festival Uniminds odlično uteleša. Ko združimo znanje, izkušnje in ustvarjalnost različnih disciplin, se odpre prostor za nove ideje in preboje, ki so ključni za razvoj naše družbe. Vsem prejemnikom nagrad iskrene čestitke za njihove dosežke. Vaše delo je dokaz, da lahko z inovativnostjo in pogumom premikamo meje možnega. Naj bo današnji večer vir navdiha za vse nas, da bomo še naprej sledili tej poti ustvarjalnosti
in napredka. Hvala lepa za obisk in uživajte v nadaljevanju večera. Gospod dekan, najlepša hvala. Cilj festivala Uniminds je jasen. Slaviti odprtost, inovativnost, sodelovanje in razvoj, ki prežemajo vse plasti naše družbe. In prav iz teh razlogov je ključno, da v takšne razprave vključimo vodilne glasove, ki usmerjajo razvoj znanja in inovacij v naši državi. Zato z veseljem na oder vabim najprej dr. Igorja Papiča, ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije, da z nami deli svoje misli o prihodnosti izobraževanja, raziskav in inovacij. Hvala lepa za besedo. Malo me je skrbelo, če bom mogel tam na centru govoriti, potem nimam hrbta kritega, ne? Spoštovani rektor, visoki predstavniki gospodarstva, akademske skupnosti, predvsem pa študentke in študenti, kolegice in kolegi. Seveda mi je v veliko veselje, da sem danes tukaj, tradicionalno. Že prej sem sodeloval na teh dogodkih. Absolutno podpiramo samo pobudo določanja na inovacije Univerze v Ljubljani. Na koncu seveda bom zaželel še uspešno oziroma čestitev vsem potencialnim prejemnikom. Vem, da zgodba še ni zaključena. Dovolite mi pa nekaj besed o pomenu samih inovacij. Če pogledam mojo vlogo, ker sem bil nekoliko izvan, kakšna je državna politika. Ko sem prišel, seveda je bila glavna skrb, kako zagotoviti ustrezno financiranje znanosti. Vesel sem, da po 2 letih je skoraj večina raziskovalcev nekako dojela, da se situacija izboljšuje in da je dejansko več denarja, čeprav smo skozi govorili, da ga je, in je očitno prišla tudi do raziskovalcev. Zame je zdaj en drug izziv zelo pomemben, in sicer seveda po eni strani, kako porabljati ta denar, predvsem pa kako vzpostaviti točno ta del, katerega praznujemo danes, inovacije. Poglejte, zanimivo je, da Slovenija sicer povečuje obseg financiranja znanosti. Vemo, da je odprta novela o znanstveno-raziskovalni dejavnosti in pa inovacijah, kjer želimo še dvigniti to številko iz 1% na 1,25% BDP-ja. Gotovo veste, da je odprt tudi nov zakon o visokem šolstvu, ki predvideva drastični dvig financiranja iz 0,6 obstoječe na približno 1,5%. Vsi vemo, da tudi večji, ne večji del, ampak vsaj enak del, kot je visokošolsko izobraževanje, predstavlja tudi raziskovalno delo na univerzah. Se pravi, če vzamem to polovico, pa dam 1,25, dobimo skoraj 2% BDP-ja, ki naj bi ga Slovenija vlagala v znanost v naslednjih letih. Bo še nekaj časa trajalo, da dosežemo to vrednost, ampak oba zakona sta pripravljena. Moram reči, da sem tudi uspel prepričati ministra za finance, da bodo te številke ostale v predlogu zakona. Je pa seveda pomembno, da pogledamo, kaj počnejo drugi. Se pravi, z 2% se gotovo pridružujemo tistim najbolj razvitim državam v Evropi. Po drugi strani se pa moramo zavedati, kaj počnejo na Daljnem vzhodu. Bil sem pred kratkim na Japonskem ponovno, v Južni Koreji. Vsi vemo, da so tam številke okoli 5% in smo glede tega še precej daleč. Tudi Evropa ima hude težave z lovljenjem konkurenčnosti v primerjavi z drugim razvitim svetom. Tukaj dodam še Ameriko zraven. Zanimivo je, da je Južna Koreja, ki jo gotovo dojemamo kot eno najbolj razvitih, najbolj uspešnih gospodarstev na svetu, ugotovila, da imajo težave z inovacijami. Očitno njihov uspeh temelji predvsem na kopiranju in pa izboljševanju obstoječih tehnologij. In zdaj so prišli do ugotovitve, da morajo več vlagati v samo področje inovacij. Zanimivo je, da če govorimo o Južni Koreji, da bojo težko kaj dosti naredili na področju inovacij ali pa kreativnosti, zato ker morajo najprej urediti svoj visokošolski ali pa tudi izobraževalni prostor.
Zanimivo je, da so pred kratkim sprejeli zakon, ki prepoveduje inštrukcije otrok po 10. uri zvečer, organizirane. Ne? Šli so v skrajnost reguliranega, nadzorovanega podajanja znanja in na ta način ubijajo kreativnost otrok. Tem se tudi soočamo v Sloveniji, ampak ob teh zgodbah, ki jih vidimo tam, pri eni najuspešnejših držav, vidimo, da imamo mi še srečo, ker očitno po naravi ne poslušamo vedno vsega, ampak zame je fenomenalno gledati otroke v vrtcu, so njihovo igrivostjo, vedeželjnostjo in pa potem, kaj se s temi istimi otroci zgodi, ko pridajo v šolo. Ne? Tukaj moramo biti izredno pozorni, da to ustvarjalnost, kreativnost spodbujamo in seveda potem uporabljamo kasneje. Torej, po eni strani izredno visoki odstotki vlaganja v znanost, po drugi strani resne težave z inovativnostjo. Evropa ima dejansko velik problem, kako sploh loviti korak s tistimi najhitreje rastočimi, seveda imamo v mislih Kitajsko in pa druge države Daljnega vzhoda, ker enostavno na ta način, kot mi v Evropi delujemo, pač ne moremo biti konkurenčni več. Ne? In jaz vidim edin potencial, ki ga imamo ravno v kreiranju novih idej. In pa zdaj omenil sem relativno dobro financiranje znanosti. Zdaj se pojavljajo razprave, kako bomo ta denar razporedili na eni strani na bazične raziskave, na drugi strani na aplikativne raziskave in pa inovacije. Zanimivo je, da se tudi tukaj ne strinjamo čist. Zavedati se moramo, da industrijski partnerji primarno, pa ne želim delati krivico v kakšni panogi, primarno delujejo v smislu izboljšave obstoječih produktov, in ta inovacija, ta dan, ki ga imamo danes tukaj, je pa prenos znanja iz akademskega okolja, se pravi, gre za neke popolnoma sveže nove ideje. Še enkrat poudarjam, zagovarjam prenos znanja v obe smeri. Zavedati se moramo, da morajo tudi raziskovalci na univerzah, na inštitutih sodelovati z industrijo, še posebej tisto izredno močno, in se tudi učiti, kaj so dejansko potrebe gospodarstva, če hočemo biti bolj uspešni. Izkazalo se je, da ta trivialno področje mogoče, ki se mu reče inovacije, je bistveno bolj kompleksno, kot pa sem si tudi jaz sam osebno predstavljal. Ne? Enostavno gre za to, da bi vsak ustal na svojem koncu. Raziskovalke, raziskovalci bi rekli, dajte mi denar, puste me na mir, bom jaz že v okviru svoje akademske svobode porabljal ta sredstva. Na drugi strani imamo ogromen pritisk družbe, da smo konkurenčni in pa seveda, da pri tako močni socialni državi razbremenimo gospodarstvo. To se da narediti samo s povečevanjem dodane vrednosti in pa povečevanjem produktivnosti. Se pravi, kaj želim poudariti? Pomen prenosa znanja iz akademskega okolja v gospodarstvo ali pa širše družbo je kritičen, je ključno. Vsi beremo o Draghijevem poročilu. Kaj tam piše? Nič novega. Da nismo konkurenčni. Zakaj? Ker imamo premalo inovativnih produktov. In recimo, vedno se pojavlja vprašanje, kako podpirati močno industrijo, to je drug način podpore, kot pa kako spodbujati nove, tako imenovane greenfield tehnologije, ki se pojavljajo. Vesel sem, da sem ravno danes bil na inštitutu Jožef Stefan, kjer smo štartali ogromen projekt na področju kvantnih tehnologij. Gre za financiranje postdoktorskih študentov v obsegu 40 mest za Slovenijo. Mala Slovenija se zdaj pojavlja na zemljevidu sveta, ne bom rekel Evrope, kot neko nišno področje kvantnih tehnologij. Ne želim omenjati velike korporacije, ki je napovedala, da bo prišla zaradi tega nišnega znanja v Slovenijo s svojim razvojnim oddelkom. Se pravi, imamo odlične primere, imamo jih pa tudi premalo. Ne? Zelo uspešno podjetje je super vzor, ampak potrebovali bi jih več 100. In tukaj je to izhodišče, današnji dan, delo študenti, delo z mladimi. Izredno me veseli, da se podeljuje tudi na inovacija za zaposlene, ne samo za mlade, za študente, ampak za tiste, ki so že uveljavljeni raziskovalci, da tudi te izrazijo svoj potencial. Osebno se spominjam dogodkov
tudi lastne izkušnje, tudi rektor Majdič pozna to, kako se ustanovi odcepljeno podjetje. Ni bila prijetna izkušnja, pa bi rekel, da še danes ni bistveno bolje. Se pravi, po eni strani pričakujemo ne vem kaj od akademske skupnosti, po drugi strani imamo pa cel kup zadržkov, tudi takih kot recimo, da se komercializacija znanja ne spodobi in da ne sodi v akademski prostor. Se pravi, cel kup barier imamo v glavi in seveda skupaj moramo paziti, da speljemo določene postopke na način, da bomo dejansko tudi na krajši rok koristili družbi. Samo znanje je tisto, ki nas lahko pelje naprej. Moramo se pa odločiti, ali bomo več in bolj produktivno in bolj inovativno delovali, ali bomo pa želeli bolj uživati v prijetnem, lagodnem življenju. Oboje pač ne gre skupaj in pa, da ne boste mislili, da podpiram to brezkompromisno tekmo, to, kar sem videl v Južni Koreji, si ne želim nikomur. To je šlo izvajati in pa še enkrat imajo rodnost, 0,7 otroka na družino. Ko jih vprašamo, kako boste reševali osnovno preživetje naroda, a veste, kaj so odgovorili? Z umetno inteligenco. Torej, še enkrat želim vam uspešno delo naprej. Vsem, ki ste sodelovali na tem natečaju, iskreno čestitam vsem, tudi za sodelovanje, seveda tistih, ki boste pa v končni fazi prišli do nagrad, pa še toliko bolj. Torej, še enkrat želim Univerzi v Ljubljani, da nadaljuje s tem projektom, kot rečeno, poznam ga še iz preteklosti in pa želim si, da bi imeli vedno več interesa in da bi vedno več mladih poskušalo s to ustvarjalno energijo prispevati k razvoju naše družbe. Hvala. Najlepša hvala, gospod minister. Spregovoril pa bo še gospod Rok Capelj, direktor Spirit Slovenija, ki bo predstavil pomen inovacij za gospodarski razvoj in krepitev mednarodne konkurenčnosti Slovenije. Izvolite. Vedno je nehvaležno govoriti za ministrom, tako da spoštovani minister, rektor, dekan, cenjene dame in gospodje, predvsem pa udeleženci festivala Uniminds. Moram reči, da sem izredno ponosen, predvsem pa počaščen, da ima javna agencija Spirit Slovenije tudi letos priložnost sooblikovati tako pomemben dogodek, na katerem skupaj s slovenskimi univerzami in gospodarstvom aktivno gradimo most med znanostjo in poslovnim svetom. Festival Uniminds je že 5. zapored, kot je bilo danes rečeno, dokazal, da predstavlja ključno platformo za povezovanje akademskih raziskav in poslovnih inovacij. To potrjuje tudi približno 600 letošnjih udeležencev, ki so se pridružili našim bogatim vsebinah v 5 intenzivnih dneh. Še posebej pa me veseli dejstvo, da smo letos na Spirit Slovenija nadgradili sodelovanje s podjetji in organizirali strokovne ekskurzije, ki so omogočile neposredno izmenjavo znanj in idej. Podjetja Hidrija, oljarna Lisjak ter Marles hiše so svojimi izzivi spodbudila raziskovalce in startupe, da so oziroma ste sodelovali na 15 pitchih oziroma predstavitvah konkretnih rešitev ter 20 1-na-1 sestankih z omenjenimi podjetji. S tem smo vzpostavili nova sodelovanja, ki bodo nedvomno vodila do poslovnih uspehov in novih partnerstev. Prepričan sem, da je povezovanje med podjetji in raziskovalci, kot je bilo danes tudi rečeno, eden ključnih dejavnikov za uspeh naše gospodarstva in tovrstne priložnosti so korak v pravo smer. Tudi letos smo na pobudo EIT, nacionalne kontaktne točke, ki deluje na Spirit Slovenija, na Uniminds gostili EIT RIS Hub. S tem smo omogočili dragocene vpoglede v mednarodno inovacijske projekte in še dodatno okrepili vpetost Slovenije v širšo evropsko inovacijsko mrežo. Dovolite mi, da zaključim z mislijo, da je vsak izmed vas nepogrešljiv del naše inovacijske prihodnosti. Le skupnimi prizadevanji in tesnim sodelovanjem med znanostjo in gospodarstvom lahko ustvarimo trajnostne in uspešne inovacije.
Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali z odličnim sodelovanjem ter gradili še močnejšo in povezano inovacijsko skupnost v Sloveniji. Hvala vsem za vašo prisotnost, energijo in zavezanost k inovacijam. Ko pa vas pot zanese v poslovne vode, potem pa je Spirit Slovenija pravi naslov, kjer vam bomo tako z finančnimi kot nefinančnimi spodbudami pomagali na vaši poslovni poti. Se že veselim junij manj 2025, povezujmo se, sodelujmo in na ta način gradimo most med znanostjo in inovacijami. Hvala lepa. Hvala za čudovit umetniški vložek Neži Nahtigal na violini in Tari Podbevšek na violončelu. Nadaljujemo pa z izjemnimi idejami in vizijami. Namreč ogledali si bomo letošnje inovacijske projekte, ki na edinstven način izražajo drznost idej in moč ustvarjalnosti. Pred nami so letošnji projekti, ki utelešajo ustvarjalnost, raziskovanje in prelomne rešitve, ki oblikujejo prihodnost. Oglejmo si dosežke, ki odpirajo nova obzorja v svetu inovacij. Kategorije rektorjeve nagrade so 3. Kategorija HUD, humanizem, umetnost, družba, kategorija študentov in alumnov ter kategorija raziskovalcev. Na letošnji razpis smo v vseh 3 kategorijah skupaj prejeli 24 predlogov. 9 finalistov, ki jih bomo spoznali v kratkem, je izbrala komisija v sestavi. Jakob Gajšek, direktor Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, Tanja Kovačič, pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani, docent dr. Blaž Zupan z Ekonomske fakultete v Ljubljani in Jan Kajba iz JK Consulting.
V sklopu današnjega dogodka se bomo najprej posvetili izjemno pomembni kategoriji nagrad področju HUD, humanizem, umetnost, družba. Ta kategorija odraža globoko povezavo med inovacijami in človekovim bistvom. Ustvarjalci na tem področju niso le vizionarji, ampak tudi kritični misleci, ki svojimi deli tematizirajo družbene izzive, trajnost, etiko in prihodnost naše skupnosti. Njihovo delo se dotika srca inovacij, saj s kritičnim pogledom in senzibilnostjo do časa, v katerem živimo, odpirajo nove poti razumevanja in spodbujajo dialog o tem, kdo smo, kam gremo in nenazadnje o tem, kako bomo živeli v odnosu med živim in neživim. Humanizem, umetnost in družba skupaj tvorijo neprecenljiv temelj, brez katerega ne moremo graditi resnično trajnostne in napredne prihodnosti. Spoštovane dame in gospodje, na oder vabim predstavnike prve kategorije HUD, da nam predstavijo svoje projekte. Predstavnik prvega projekta je Jan Nevec. Jan, ali meniš, da se v Sloveniji premalo posvečamo duhovnosti? Absolutno, in ne samo v Sloveniji, pač pa tudi svetovno. Srečno pri predstavitvi. Hvala. Ni naključje, da imamo kljub tehnološkemu napredku in materialni blaginji čedalje več ljudi, ki se počutijo osamljene, nesrečne in depresivne. Naš svet nekako ne odgovarja na temeljna življenjska vprašanja. Na ta vprašanja je v bistvu odvedno odgovarjala duhovnost, od katere pa smo se kot družba popolnoma oddaljili. Tisti, ki to spozna in bi se rad ukvarjal z njo, ima samo 3 možnosti. Lahko se pridruži religiji, ampak mora biti pripravljen na slepo sledenje doktrini. Lahko poišče samostojnega učitelja, ki pa so praviloma zelo dragi in nedostopni. Lahko pa se seveda uči sam, kar pa ima še več pasti. Problem je torej, da do duhovnega spoznanja težko pridemo, ker nimamo primernega prostora. Zato sem prišel na idejo, da bi ustanovil duhovni center ali inštitut, ki bi omogočil raziskovanje in izobraževanje na področju duhovnosti. Predvsem si želim, da bi to področje postalo transparentno, strukturirano in kredibilno in da bi posamezniki lahko dobili neko nepristransko podporo na duhovni poti. Kako bi to dosegel? Zbral bi strokovnjake iz različnih disciplin, akademike, teologe, duhovne učitelje in znanstvenike, potem bi pa skupaj preučili starodavne kot moderne duhovne sisteme, izluščili bi zrne od plevela in na koncu sestavili nek vrhunski program v obliki teorije in prakse. Kaj pa finance? Tak center bi se lahko financiral iz šolnin, delavnic, tečajev, organizacije večjih predavanj in tako naprej. Kje smo pa zdaj? Zaenkrat sem čist sam, imam pa seveda nekaj kredibilnih neformalnih sodelavcev, ki jim s takšnimi vprašanji lahko zaupam. Menim, da je treba duhovnost nujno vrniti v naš svet, ne samo zaradi lastnega odrešenja, pač pa predvsem zaradi dejstva, da so vsi vrhunci civilizacije vedno v odnosu do nečesa, kar presega našo realnost. Hvala. Drugega projekta v kategoriji HUD žal ne moremo predstaviti, saj je ekipa odsotna zaradi bolezni. Zato pa vabim na oder Tejo Gregorič, predstavnico tretjega projekta. Kar izvoli. Torej, Teja, koliko časa trenutno traja povprečni diagnostični čas pri veterinarjih in za koliko ga vaša rešitev zmanjša? Med pol ure do 1 uro. Najlepša hvala. Izvoli. Za prepolovi ga. Super. Mensa I predstavlja prihodnost veterinarske diagnostike.
hitrejša in natančnejša diagnostika s pomočjo AI. Problemi, s katerimi se srečujejo veterinari, so počasna obdelava slik, ki zmanjša prihodke klinik za kar 30%. Veterinari imajo pogosto preveč splošno izobrazbo in je pomanjkanje specializacije, kar vodi do težje uporabe opreme. Klinike so pa odvisne od dragih zunanjih analiz, predvsem majhne in srednje. Rešitev pa predstavlja naš AI, ki skrajša obdelavo slik za 50%, kar zmanjša izgube in poveča prihodke. S tem pa lahko veterinarjem z nekim osnovnim znanjem nudimo tudi napredno opremo, kar dviguje njihovo strokovnost. In ta večja učinkovitost potem dviga raven celotni kliniki. Glavna naša razlika je pa ta proaktiven pristop. Kako deluje? Predstavlja v bistvu povezavo z obstoječimi RTG napravami v kliniki, potem realno časovno analizirate slike in veterinari tako lahko pridejo do odločitev brez potrebe po dragih zunanjih konzultacijah. Velikost trga, ocenjuje se, da bo trg dosegal do leta 2028 45 milijard evrov. Rast trga pa predstavlja nekih 15%, saj je veliko povpraševanje po AI podprtih diagnostičnih orodjih, ki zmanjšujejo stroške in izboljšujejo učinkovitost. Plani v prihodnosti pa so razširitev na še druge aparate, EKG, MRE, CT, ultrazvok, endoskopijo in laboratorijske teste. Konkurenco predstavljajo dva primera sta Vetology, kateri pa v bistvu počasi obdelavajo in imajo omejene funkcije, Signal 5 pa prav tako in ne podpirajo kompleksnih primerov. Zakaj smo mi boljši? Kot sem prej omenila, je razlika pri našem pristopu ravno ta, da proaktivno pristopamo k tej rešitvi za diagnostiko, kar v bistvu rešujemo ta osnovni problem, ki je pomanjkanje specializacije. Tudi v Sloveniji imamo okvirna številka 5 specializantov veterine in omogoča neko hitro RTG analizo, s čimer se potem zmanjšuje stroške in pa napake. Naš napredek pa do zdaj je bil izdelava prototipa in zdaj je planirano še pilotno testiranje v kliniki Toplica in potem je v planu prihodnje še, da vpliv proaktivnega učenja in potem še v nadaljni fazi integriranje z fakultetami. Poslovni model so naročnine, licenciranje, usposabljanje pa potem prihodnja razširitev z večjimi institucijami. Našo ekipo sestavljam jaz, ki vodim v bistvu projekt, potem je dr. Matko Toplica iz Centra za zdravljenje živali Toplica, Soft IT kot tehnična podpora in Asja Kranc, ki je tudi doktorica veterine, tudi svetovalka. In pa Center za zdravljenje živali Majh Toplica, to je tudi prva stranka in tukaj bo prva pilotna testiranja. Hvala. Najlepša hvala hudim ekipam za vaše predstavitve, prav zares ste hudi. Čaka pa nas glasbeni premor.
hvala vama za še en čudovit glasbeni vložek. Mladi ustvarjalci in inovatorji, ki danes stopajo na oder, predstavljajo prihodnost naše družbe. S svojimi svežimi idejami, pogumom in energijo premikajo meje mogočega ter oblikujejo rešitve, ki nas bodo vodile v prihodnost. Z veseljem vas vabim, da prisluhnete predstavitvam v kategoriji študenti in alumni in se prepustite navdihu mladostne kreativnosti in inovativnosti. Na oder vabim prvo ekipo in njenega predstavnika Vida Gojkoviča. Torej, Vid, ali meniš, da je Slovenija dovolj ozaveščena o zavrženi hrani in ali se zavedamo, koliko hrane dejansko prestane v smeteh? No, mislim, da noben tega podatka tukaj ne ve, razen mene in moje ekipe, ki se s tem aktivno ukvarjamo že kar nekaj časa. Zdaj skozi poslušamo o nekih vojnah, naravnih katastrofah, nesrečah, ni da ni v tem času, ne? Ampak mi se še vedno zelo neracionalno obnašamo. To govori sploh ta podatek, da letno zavržemo 1,3 milijarde ton hrane, v Sloveniji recimo 150 tisoč ton hrane. Prepričan sem pa, da noben po medijih tudi ni slišal, da 1 kilogram zavržene hrane pomeni tudi 2,5 kilograma CO2, ki se torej izpusti potem v ozračje. Tako da definitivno mislim, da je treba to temo bolje pokriti in ji dati več pozornosti. Hvala. Srečno pri predstavitvi. Ja, torej, kar tretjina vse hrane, ki jo predelamo letno, pristane v smeteh in zelo slabo je to, da večina te hrane sploh ne pristane na krožniku oziroma tudi ta podatek, da se je v zadnjem letu v gostinstvu zgodil porast odpadne hrane za kar 20%. Ampak mi imamo rešitev in za razliko od večine, ki posvečajo pozornost temu, kaj narediti s hrano, ko ostane, mi poskrbimo, da do nje sploh ne pride. FoodIQ je program, ki s pomočjo umetne inteligence in statističnih modelov napove, koliko hrane potrebujemo za določen dan oziroma dogodek, da potem je torej kuhinja lažje pripravljena in s tem zmanjšamo zavrženo hrano. Zdaj, za koga je namenjena? Za catering ponudnike, za restauracije, hotele, ki so trajnostno ozaveščeni in želijo zmanjšati svoj ogljični odtis. Je pa tudi, seveda pa tudi naslovuje podjetja, ki ima morda bolj pomemben ekonomski vidik in želijo le prišparati pri stroških, ki nastanejo z zavrženo hrano. Zdaj, v primerjavi z napovedovanjem, ki se ga poslužujejo podjetja zdaj, smo veliko bolj natančni, zato ker trenutno ni nekih programov, ki bi zmanjšali odpadno hrano, vsaj ne, da so javno razširjeni. Kuharji kuhajo približno iz glave, od oka, če se lahko temu tako izrazim. Naše metode pa, kakor vidite, zagotavljajo boljše rezultate. Že na našem prvem pilotnem projektu na odprti kuhinji smo v gostinstvu Jezeršek zmanjšali odpadno hrano za kar 4-krat. Zdaj, trenutno se največ posvečamo osnovnim šolam, vmes smo tudi šli čez božično-novoletni sejem za osnovne šole, zakaj, kako in kako. Pa bom torej malo več povedal zdaj, če pogledamo torej velikost trga, vidimo, da je večjih gostinskih obratov, ki bi naš program uporabljali, zelo malo. Potem pa dodamo še osnovnih šol, ki jih je v Sloveniji okoli 800, pa se slika malo spremeni. Zdaj to osnovne šole kar naenkrat odkje ni zraslo na našem zelniku, gre za smernice, ki jih je država izdala letos in ki govorijo o tem, da bodo osnovne šole in izobraževalni zavodi torej morali začeti zbirati podatke o odpadni hrani in tudi delati na tem področju, da zmanjšajo. In mi verjamemo, da lahko v vsaki osnovni šoli prihranimo 20 000 evrov pri nabavi živil na šolo in znatno poboljšamo njihov položaj, njihov ugled in postavimo nove standarde v Evropi. To je tudi naša ekipa in na misijo za zmanjšanje odpadne hrane smo se podali zato, ker gre, kot sem že rekel na začetku, zelo pereč problem družbe, ki je velikokrat zanemarjan. Hrana je osnovna potreba življenjska in zato je naša dolžnost, da s hrano ravnamo preudarno. Hvala. Na oder vabim drugo ekipo in njenega predstavnika Neja Bizjaka. Kar izvoli.
Torej, nej. Kako se tehnologija biokompozitov uporablja dan danes? Hvala. Tehnologijo glivnih biokompozitov je uvedlo eno ameriško podjetje že približno 10 let nazaj kot alternativo manjši pakirni embalaži iz stiropora. Mi pa smo želeli razviti nekaj novega, nekaj atraktivnega, nekaj večjega, nekaj, kar bi to tehnologijo predstavilo širši množici ljudi. Hvala. Evo. Surfanje. Za mnoge najboljši občutek na svetu je intimen stik človeka in narave. Narave, ki je iz dneva v dan bolj onesnažena. Seveda, širši okoljski problem, a del tega smo tudi mi, surferji. Deske, ki jih uporabljamo, so narejene iz polimernih sintetičnih pen, derivatov nafte, ki se po koncu življenjske dobe akumulirajo v svetovnem smetišču v oceanu. Postajamo nezadovoljni, zato je čas, da preko biotehnoloških rešitev poiščemo pot do novih trajnostnih desk. Tu nastopi Mikosurf. Gre za eno prvih rešitev za proizvodnjo trajnostnih in obenem konkurenčnih modernih desk za deskanje na valovih. Osrčje inovacije je v nadomestitvi sredice deske, ki je tradicionalno narejena iz stiropora, s tako imenovanim glivnim biokompozitom. Gre za naraven material, ki nastane s preraščanjem micelija gliv na nekem kmetijskem ostanku, kot je slama. Micelij, torej živ organizem, preraste delce substrata in jih poveže v nek enoten, porozen in lahek material. Uporaba prinaša številne konkurenčne prednosti. Kot prvo je material trajnosten. To je postala med surferji ključna prodajna prednost in glavni industrijski trend, ki ga v 300 milijonov vrednem trgu še nihče ni ustrezno naslovil. Kot drugo, tehnologija ne zahteva visokih surovinskih ali energetskih vložkov. Glive rastejo same na ostankih drugih industrij, kar pa nam omogoča cenovno konkurenčno proizvodnjo desk. In tretje, glivni biokompoziti imajo podobne materialne in mehanske lastnosti kot stiropor, kar omogoči izdelavo desk, ki so primerljive zmogljivosti kot obstoječe deske. Alternativa so trenutno zgolj 2-krat dražje in težje deske iz lesa, ki se zaradi večje teže tudi slabše vozijo po valovih. Mikosurf je tako edina rešitev, ki naslovi tako okoljske pomisleke surferja, kot njegovo željo po optimalni izkušnji. Z razvojem prototipa smo v bistvu prešli meje laboratorijskega merila in izdelali enega največjih primerov tega materiala do zdaj. Tle se skriva ogromnega know-howa, ki ga zdaj izkoriščamo za optimizacijo, iz česar bomo izdelali minimalno sprejemljiv produkt, ki ga bomo seveda validirali med našimi kolegi surferji in prijatelji letos poleti, ko se spet vidimo v Španiji in Franciji. Pa še nekaj besed o sodelovanju, ki je tle ključnega pomena. Zgodbo vodiva jaz kot biotehnolog in pa Hanna Klincev kot oblikovalka. Mava pa izjemno podporo strani Biotehniške fakultete, docent dr. Davor Kržišnik, ki je tam, in pa slovenskega podjetja Mikopor, ki se tudi s tem ukvarja, tam je Luka Bitežnik. Tako da v etosu tega Uniminds festivala se tudi tukaj povezujemo študenti, industrija in pa univerza. Hvala. Na oder pa vabim še predstavnika tretje ekipe, Matica Zavadlala. Matic, prej si mi povedal, da vi z ekipo delate nekaj v povezavi z umetno inteligenco. A je to isto kot ChatGPT? Ne povsem. ChatGPT se osredotoča na generacijo naravnega jezika, mi se pa osredotočamo na razumevanje naravnega jezika in iskanje. Torej vi spreminjate način iskanja? Tako je. Mi v bistvu iščemo nove načine, da najdemo iskano vsebino, brez da bi vedeli točne ključne besede pri iskanju. Razumem, zakaj imaš pa knjigo v roki? To bom pa zdaj povedal. Izvoli. Slovenska zakonodaja obsega več kot 50 takih knjig zakonov. Objavljenih je več kot 250 tisoč sodnih odločb in dnevno se dodajajo nove.
Pravniki pa pri iskanju pravne vsebine preberejo tudi za eno tako knjigo pravnega besedila vsak teden, pri čemer večina prebranega besedila z njihovim primerom sploh ni povezana. Pravniki imajo danes na voljo dve možnosti. Ali napišejo splošno iskalno geslo z malo ključnimi besedami, ki ne zajema bistva njihovega primera, in na to pregledajo tudi do 150 rezultatov na nekaj A4 straneh, da se dokopljajo do želene vsebine. Namesto tega pa lahko napišejo vse kombinacije ključnih besed, da najdejo dobro iskalno geslo, to pa jim vzame veliko časa. Naš prvi produkt, iskalnik sodne prakse, pravnikom omogoča, da najdejo iskano vsebino hitreje in enostavneje. Naša rešitev omogoča pravnikom, da iskano vsebino opišejo z daljšim iskalnim geslom, ki vključuje podrobnosti njihovega primerja in tako najdejo bolj relevantne rezultate hitreje. Iskalnik pravnikom omogoča iskanje z daljšimi in bolj podrobnimi iskalnimi gesli, jasnejši pregled zadetkov in urejevanje in shranjevanje zapiskov. Naša rešitev omogoča, saj se je od novembra 2022 razumevanje naravnega jezika dovolj izboljšalo, da embedding modeli razumejo pomenske podobnosti vsebine in pri iskanju vračajo dobre rezultate. Iskalnik danes uporablja 25 odvetniških pisarn, skupaj preživijo preko 100 ur v iskalniku na mesec in opravijo tudi do 173 iskanj na dan. S tem pisarna v povprečju obdela 6 primerov namesto 4, naš iskalnik pa se z vsakim iskanjem samodejno izboljšuje. S pravnimi besedili smo začeli v Sloveniji na Hrvaškem, ker je široka zbirka pravnih dokumentov javno objavljena, do trga pa imamo dober dostop. Nadaljevali bomo Srbijo, Italijo, Avstrijo in Nemčijo in se širili v sorodne panoge, kot so medicina in javna uprava. Trenutna orodja na trgu odlično pomagajo pravnikom pri samo enem koraku njihovega dela. Perplexity in Google sta odlična splošna iskalnika vsebine, Word je odličen splošen urejevalnik besedila, Usinfo in TFL pa sta založniški hiši, ki imata široko zbirko pravnih besedil. Modern Legal je prvo orodje, ki povezuje in izboljšuje vse korake pravnega procesa. Iskanje, organizacijo besedil in pisanje pravnih besedil. Predstavlja novo paradigmo vertikalno integriranih orodij, ki bodo pravnikom pomagala na povsem nov način. Modern Legal sestavlja 5 članov. Kristjan, strokovnjak za integracijo in varnost podatkov, Lovro, magister prava, Vitja, vodja financ, Jan, direktor prodaje in jaz, Matic, glavni razvijalec in direktor podjetja. Mi smo Modern Legal in skupaj z najboljšimi slovenskimi pravniki ustvarjamo orodja, ki do danes niso bila mogoča. Najlepša hvala vsem ekipam za izjemno zanimive predstavitve in za vaše sveže ideje. Vaša kreativnost in inovativnost sta res navdihujoči. Sedaj pa nas čaka še en poseben trenutek. Motivacijski govor profesorice doktorice Ines Mandić-Mulec. Profesorica doktorica je ugledna raziskovalka in predavateljica na področju mikrobiologije, ki vodi študijski program na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno raziskovalno delo je mednarodno priznano, saj s svojimi naprednimi pristopi prodira v vrhunske raziskovalne publikacije. Leta 2022 je bila izvoljena v Evropsko akademijo za mikrobiologijo, kar je izjemno priznanje za njene raziskovalne dosežke. Profesorica doktorica Mandić-Mulec bo z nami delila svojo izkušnjo in navdih, kako s strastjo do raziskovanja premikati meje mogočega. Prosim, pozdravimo jo z močnim aplavzom. Najprej hvala za te res čudovite besede. Spoštovani rektor, spoštovana prorektorica,
Spoštovani gostje, seveda, dragi študentje, navdušili ste me. Sedaj pa nekaj o mentorstvu, nekaj, kar je po moje pomembno za vse nas, kar nas združuje in je pomembno za prihodnost naše skupnosti. Ko sem z mlajšimi sodelavkami ustanavljala podjetje Elogium, ki temelji na inovaciji probiotika za piščance, nisem samo želela ustvariti podjetje. Želeli smo ustvariti neko platformo, kjer bi se študentje lahko v bistvu izkazovali, kjer bi pokazali svoje inovativnosti in kjer bi morda našli tudi svojo pot. In to podjetje smo skupaj ustanovili. Vse od začetka, ko smo v bistvu še raziskovali na temeljni ravni, potem, ko smo prijavili patent in tudi potem, ko smo ustanavljali podjetje. Moram reči, da na Biotehniški fakulteti na Univerzi v Ljubljani tega podjetja ni bilo tako težko ustanoviti, kot pravi gospod minister. Tudi potem, ko so študentke postale v bistvu moje sodelavke in tudi potem podjetnice, so skupaj z mano iskale tudi investicije v tujini. Verjamem, da je vloga mentorja, da ponudi priložnost, podpira in usmerja. Ko mladim damo zaupanje, da bodo uspešni, ko jim ponudimo prostor za rast, nas presenetijo na načine, ki jih je težko predvideti. Zaupanje, da bo vsak posameznik v timu prispeval nekaj edinstvenega, je osnova timskega dela, ki je danes predpogoj za uspeh. Torej, sodelovanje v timu zahteva več kot le tehnične spretnosti, zahteva okolje zaupanja. Ko se počutimo varne, ko vemo, da lahko delimo svoje ideje, se zgodi nekaj čudovitega. Možgani začnejo delovati in rodijo se inovacije. Predpogoj za varno okolje pa je to, da cenimo druge, kot cenimo sami sebe. S tem bomo ustvarili kulturo sodelovanja in kulturo uspeha. Dovolite, da z vami delim tudi eno osebno zgodbo. Moj oče, ki je bil moj prvi mentor, me je učil. Vse, kar ti dajem, ni darilo, je posojilo. Posojilo, ki ga boš morala nekega dne vrniti. Te besede me vodijo skozi moje življenje in vem, da je mentorstvo prav to posojilo znanja, zaupanja in priložnosti, ki ga moramo vrniti naslednji generaciji. Priznam, da mi kot vodji in mentorici ni vedno lahko. Včasih mi tudi ne uspe. Namreč pravo mentorstvo zahteva nenehno odprtost srca, samorefleksijo in pogum, da priznam, da sem se tudi zmotila, predvsem pa verjamem, da zahteva veliko samozavesti, da dovoliš in omogočiš mladim, in da poletijo. Dragi študentje in dragi mentorji, sreča, da imate pravega mentorja ali predanega študenta, ni darilo, je posojilo, ki ga boste morali vrniti. Privilegij in hkrati odgovornost, ki jo nosimo vsi skupaj. Kako jo bomo vračali, bo oblikovalo našo prihodnost. Ne le profesionalno, tudi osebno. In prav ta pot, ta proces vračanja, bo tisti, ki bo ustvaril nasmeh zadovoljstva na naših obrazih, ko bomo dosegli cilj, ko bomo priča uspehom naših študentov. Hvala lepa.
najlepša hvala za vaš nagovor. Vaše besede so nas res spodbudile k razmišljanju o pomenu raziskovanja, želje po spreminjanju življenja na bolje ter o tem, kako voditi ekipo do novih zmag. Vaša odličnost v znanosti in zavezanosti podpori vaše ekipe sta inspiracija za vse nas. Hvala, da ste si vzeli čas in delili svoje izkušnje ter znanje, vaš prispevek je neprecenljiv. Sedaj pa se selimo v tretji del predstavitev, kjer bomo prisluhnili raziskovalcem. Ti posamezniki se poglabljajo v kompleksne izzive in prinašajo nove poglede ter rešitve, ki oblikujejo prihodnost našega znanja in inovacij. Njihova sposobnost raziskovanja in ustvarjanja je ključnega pomena za napredek v različnih disciplinah. Vsaka predstavitev bo razkrivala edinstven pristop k raziskovanju in inovacijam ter nas spodbudila k razmišljanju o tem, kako lahko njihovo delo vpliva na našo družbo in svet. Vabim vas, da prisluhnete njihovim idejam in jih podprete še z vašim aplavzom. Na oder pa vabim predstavnika prve ekipe, Urbana Klanščka. Urban, vsi poznamo magnete, ampak kakšen je njihov princip delovanja? Samo magnetno polje ponavadi ustvarjamo ali z elektromagneti ali pa permanentnimi magneti, kot so na primer v zvočnikih, v raznih igračah, recimo magneti na hladilnik ali pa v elektromotorjih. Vendar kot konstrukterji smo ponavadi pri njihovem dizajnu ponavadi zelo omejeni z njihovo geometrijo, zato smo se tu vprašali, kakšne drugačne možnosti proizvodnje magnetov obstajajo in če so izvodljive. Hvala, srečno. Če bi magneti imeli lahko poljubno obliko, bi končni izdelki bili manjši in lažji, bolj efektivni in hkrati bolj integrirani v samem izdelku. Razlog se skriva v proizvodni tehnologiji, ki je stiskanje ali brizganje, za katera potrebujemo velika, draga, robustna orodja. Z vstopom novih tehnologij, kot je na primer 3D tisk, so se nam odprle nove možnosti proizvodnje. Tako smo kot prvi na svetu, ki lahko natisnemo poljubne geometrije, močnostni magnet, hkrati s polimernim izdelkom. Ta patentirani zoom lahko izvajamo na navadni konvencionalni 3D napravi z uporabo posebno modificirane šobe, skozi katero iztiskujemo polimer in magnetne delce. Preden se ta sestava na površini strdi, pa te magnetne delce z zunanjim okoliškim magnetnim poljem usmerimo in tako povečamo končno magnetno moč izdelku. Kot rezultat smo že natisnili rotorje za elektromotor, ki imajo primerljivo moč glede na te, ki so brizgani. Tu konkurence iz stališča 3D tiska nimamo, saj mi dosežemo 6% boljše magnetne moči kot vsa ostala konkurenca in hkrati njihova geometrija je zelo, zelo omejena, kjer je pri nas povsem prosta. Trg magnetov je zelo velik, zaradi vse večje uporabe električne energije, zaradi povečanja same proizvodnje električnih avtomobilov, elektrifikacije obnovljivih virov in industrijske avtomatizacije. Poleg tega pa naši izdelki že izpolnjujejo nove evropske regulative glede recikliranja. S to tehnologijo pa omogočimo dostop tudi do navadnih uporabnikov in tako spodbudimo družbo k nekemu drugačnemu, novemu načinu razmišljanja o samem dizajniranju in uporabi magnetnih izdelkov. S to nagrado pospešimo torej konstrukcijo samo in optimizacijo celotnega procesa, da tako vstopimo čim hitreje na trg in ostajamo prvi v tem nekem novem prebojnem načinu proizvodnega magnetov. Kot ekipa prihajamo ekipa znanstvenikov iz Fakultete za strojništvo, kateri se ukvarjamo s 3D tiskom, sodelujemo pa z skupino znanstvenikov iz Inštituta Jožef Štefana, ki se ukvarjajo z magneti. Vsi skupaj pa smo v tesni povezavi za samo industrijo, kateri te problemi so direktno vezani na njih in se soočajo v vsakdanjem življenju. Hvala. Drugi projekt bo predstavil Griša Gregori Prinčič. Zdravo. Torej, trenutno zdravniki vadijo na kadavrih ali pa z VR očali. Kako pa bodo vadili v prihodnosti? Ja, vaja je predvsem v kirurgiji, tako kot v vseh ostalih panogah, izjemnega pomena.
Trenutno se uporabljajo recimo kadavri ali pa VR očala. Zdaj pa obe tehnologiji imata pomanjkljivosti, predvsem kadavre je bistveno težje dobiti, kot si mislite, predvsem pa nimajo pacientove patologije, na katerih bi potem lahko zdravniki trenirani, medtem ko pa VR očala nimajo občutka tkiva, na njih se ne da šivati in rezati in nič podobnega. No, naša tehnologija združuje to oboje. Hvala. Torej, zdravo, moje ime je Griša in danes vam bom predstavil naše zagonsko podjetje MediGuide. Za začetek pa, to je moj prijatelj Kristjan in Kristjan se je na žalost rodil z popuščanjem srčne zaklopke in brez operacije bi imel Kristjan v kasnejšem življenju velike težave, najverjetneje bi mi tudi odpovedalo srce. Zaradi Kristjanove patologije pa je imel kirurg res eno samo možnost, da to zaklopko popravi, sicer bo Kristjan dobil plastično zaklopko in bo do konca življenja moral jemati tablete proti strjevanju krvi. To je Kristjan po operaciji in to je na žalost njegova prva tableta proti strjevanju krvi. Dobil je plastično zaklopko. Prav zaradi tega smo se z ekipo vrhunskih strokovnjakov z področja kemije, kirurgije in marketinga odločili, da rek vaja dela mojstra povzpnemo na popolnoma novi nivo in ustvarili smo MediGuide, 3D biotiskane modele za trening operacij, na katerih lahko zdravniki in kirurgi vadijo rezanje, šivanje in pa pregled patologije in to vse na modelih z občutkom pravega tkiva. Kako pravzaprav to naredimo? Iz MRI in CT skenov bolnikov pripravimo zelo natančne modele in jih nato natisnemo z posebnimi polimeri, ki spominjajo na tkivo. Modele nato nastavimo v bolnice in fakultete, kjer lahko zdravniki, kirurgi in pa seveda tudi študenti vadijo pred operacijo. Kaj pravzaprav MediGuide ponuja našim uporabnikom? Ponuja jim čas. 1 minuta operacije v Evropski uniji namreč stane tudi do 130 €. Mi za 47% zmanjšamo čas operacije z našimi modeli, kar se privede na letni prihranek tudi do 13 milijard ob primerni implementaciji v Evropski uniji. Naši modeli so bili testirani na vodilnih inštitucijah z vodilnimi strokovnjaki, kot je recimo Univerzitetni klinični center v Ljubljani in pa Splošna bolnišnica Novo mesto. Za uporabo naših modelov smo ugotovili, da lahko za 47% skrajšamo čas operacije, pri tem porabimo do 30% manj donorske krvi in za 30% zmanjšamo čas okrevanja pacientov. Zavedamo se, da imamo konkurenco, v primerjavi za konkurenco pa smo trenutno edini na trgu, ki tiskamo mehke materiale in modele pripravimo le v nekaj urah. To je informacija ravno z prejšnjega tedna, da smo si zagotovili sodelovanje z eno izmed največjih firm za 3D tiskanje trenutno na svetu in to je Prusa Research. Globalni trg simulacije je ogromen, letno se opravi tudi do 380 milijonov posegov, trg pa raste za kar 15% CAGR. Do 2025 planiramo lansiranje prvih modelov, 2026 prvi milijoni iz prodaje in do 2030 zavzem evropskega trga. Naša misija je torej, da pacientom dajemo najboljšo možnost zdravja, kirurgom pa le najboljša orodja za uspeh. Hvala. Zdaj pa prisluhnimo še tretjemu projektu in njegovemu predstavniku Mateju Rabzelju. Matej, kateri so ključni izzivi na področju kibernetske varnosti v Sloveniji? Torej, današnje grožnje na področju kibernetske varnosti ne pretijo več zgolj našim bodisi osebnim, bodisi poslovnim podatkom, temveč lahko danes govorimo o kibernetskih napadih na kritično infrastrukturo s kiberfizikalnimi posledicami v realnem svetu. Hvala. Izvoli. Pisal se je 6. maj 2021. Dan, na katerega so Združene države Amerike, svetovna gospodarska, vojaška in ekonomska velesila obstale. Predsednik ZDA je razglasil izredno stanje v državi zaradi pomanjkanja goriva. Zato pa ni bil kriv ne vojaški, ne teroristični, temveč kibernetski napad na kritično infrastrukturo.
Dejstvo je, da v sodobni digitalno povezani družbi informacijsko-komunikacijske tehnologije prodirajo v vse pore naših življenj. Žal, pa z razmahom digitalizacije beležimo tudi pospešen porast kibernetskih groženj. Kot odgovor na te grožnje smo v laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko razvili rešitev CyberLab. Geoporazdeljeno platformo visoko interaktivnih kibernetskih vab. Z drugimi besedami, platformo specializiranih strežnikov, ki posnemajo realne protokole, naprave in storitve z namenom zavajanja napadalcev, preusmerjanja in prestrezanja njihovih kibernetskih napadov ter analize njihovih tehnik, taktik in procedur. To nam namreč omogoča boljše snovanje kibernetske obrambe. Platforma CyberLab se stoji iz dveh podsistemov. Podsistema porazdeljenih kibernetskih vab, ki zbirajo podatke o napadih, ter tako imenovanih možganov platforme, ki zbrane podatke obogatijo ter ponujajo orodja za njihovo vizualno interaktivno analizo. Podatki o napadih se zbirajo v centraliziranem vmesniku, kjer se obdelajo v podatkovnih cevovodih, kar nam omogoča identifikacijo prikritih povezav med različnimi napadalci. Kibernetske napade lahko nato modeliramo, bodisi na grafu posamičnega napada, identificiramo dejanja napadalca ter samodejno vršimo klasifikacijo akterjev. Nenazadnje lahko predstavimo tudi globalen graf vseh zaznanih kibernetskih napadov na porazdeljeni infrastrukturi, kar nam omogoča identifikacijo tako imenovanih botnet omrežij in proaktivno zaščito informacijskih sistemov. CyberLab je torej celostna Cyber Threat Intelligence platforma, osnovana na kibernetskih vabah in prilagojena za ponudnike kritične infrastrukture. Njena ključna konkurenčna prednost je omogočen vpogled v obogatene, realno časovne podatke o realnih kibernetskih napadih. CyberLab tako grožnje zaznava, še preden se te prelevijo v prave napade na produkcijske strežnike. In s tem namenom, z laboratorijskim prototipom rešitve ter že s prvimi testnimi uporabniki, vstopamo na ogromen trg, na katerem v naš prid delujejo tudi regulatorni driverji ter strateška usmeritev Evropske unije. In s tem namenom smo v naši raziskovalni skupini v laboratoriju za telekomunikacije že ustanovili odcepljeno podjetje, ki trenutno še ureja licenčno pogodbo z Univerzo v Ljubljani in Fakulteto za elektrotehniko. Hvala lepa. Hvala vsem raziskovalcem za vaše predstavitve. Na današnjem dogodku pa bi še posebej poudarila vlogo umetnosti. Umetnost ni zgolj estetski izraz, temveč je tudi laboratorij za nove medije in tehnologije, ki jih umetniki inovativno vključujejo v svoje delo. S tem prispevajo k dialogu, ki presega zgolj tehnične inovacije in odpira vprašanja o naši vlogi v svetu, družbi in naravi. Umetniško ustvarjanje nas opominja, da so inovacije rezultat ne le razuma, temveč tudi globoke občutljivosti do sveta, v katerem živimo. Kot je v svetu inovacij pogosto izraženo s terminom moonshot, ki se nanaša na drzne in ambiciozne ideje, ki stremijo k neverjetnim ciljem, nas umetnost spodbudi, da sanjamo še više in si predstavljamo, kaj vse je mogoče. Dame in gospodje, prepustimo se svetu neomejenih možnosti. Fly me to the moon.
Najlepša hvala še enkrat. Spoštovano občinstvo, prišli smo do glavnega dela naše prireditve in sicer podelitve nagrad. K razglasitvi letošnjih nagrad vabim direktorja Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja Jakoba Gajška. Jakob, izvolite na oder. Na oder pa vabim tudi prvi podeljevalski trio, ki bo podelil rektorjeve nagrade v kategoriji študentov. Profesorja dr. Gregorja Majdiča, rektorja Univerze v Ljubljani, Alešo Mižigoj, direktorico podjetja Medex in Gregorja Makuca, direktorja podjetja Lek. Najprej smo v kategoriji študentov in študentk, in sicer 3. mesto je dobil projekt Microsurf. Drugo mesto je dobil projekt Modern Legal. Torej, za prvo mesto pa lahko čestitamo Food IQ. Dol. Rektor, ostanite še prosim na odru. Gospa Mižigo in gospod Makuc, lepa hvala za vajen prispevek. Za podelitev nagrade v kategoriji Hud, humanizem, umetnost, družba, pa vabim, da se nam na odru pridruži dekan Fakultete za arhitekturo Miha Dešman. Prosim. Torej, 3. mesto v kategoriji Hud, Duhovni inštitut. Drugo mesto, Mentis AI.
Na prvem mestu je pa skupina, ki ni tukaj, ampak verjamete, da so res izjemno dobri. Torej, Greeni delajo pa platformo za menedžiranje večjih volonterskih organizacij in že imajo kar nekaj strank, tako da zelo na hitro. Hvala lepa za te čudovite spodbudne aplavze. Na oder pa vabim še zadnjo podeljevalko, profesorico doktorico Majo Klun, prorektorico Univerze v Ljubljani, da bo z rektorjem podelila nagrade za kategorijo raziskovalcev. Tretje mesto v kategoriji raziskovalke in raziskovalci gre na moj faks 3D magnetov. Drugo mesto gre platformi Cyberlab. In prvo mesto Griša, izvoli. Še enkrat hvala in čestitke vsem prejemnikom nagrad v vseh kategorijah. Gospod Majdič, še trenutek vas bomo zadržali na odru. Namreč čas je, da povzamemo bogate vsebine in navdihujoče ideje, ki smo jih danes slišali. Zato vas vljudno vabim, da z nami delite svoje zaključne misli in besede. Naj pa omenim, da je profesor Majdič prejemnik prve rektorjeve nagrade, soustanovitelj podjetja Animacel in tako izvrsten predstavnik sodelovanja akademske sfere z gospodarstvom. Gospod Majdič, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovane nagrajenke in nagrajenci, spoštovani gostje, kolegice in kolegi, sodelavke in sodelavci. Z velikim veseljem vas pozdravljam na tej tradicionalni podelitvi rektorjevih nagrad. Na univerzah ustvarjamo novo znanje, a pomembno je ne le, da ga ustvarjamo, ampak da to znanje prehaja tudi v družbo in koristi celotni družbi. Del poslanstva poleg raziskovanja in ustvarjanja novega znanja je seveda predajanje tega znanja preko izobraževanja študentov, kar sem prepričan, naša univerza delamo odlično. Nenazadnje to dokazujejo tudi številne povezave z gospodarstvom. Pomemben pa je tudi del, ko znanje, ki ga ustvarjamo v obliki inovacij, prehaja v širšo družbo, ne le v gospodarstvo, ampak v celotno družbo. Namreč, ko govorimo o inovacijah, pogosto pomislimo samo na inovacije v gospodarstvu, na neke napredke v gospodarstvu, vendar so inovacije enako pomembne tudi na širšem družbenem področju. Nenazadnje demokracija, volitve, vse to so bile nekoč družbene inovacije, ki so danes tudi nekoliko na udaru in prepogosto pozabljamo, da so lahko tudi zelo ranljive. Zato tudi v današnjem času potrebujemo družbene inovacije, potrebujemo napredek družbe, potrebujemo vztrajanje pri začrtani smeri, spoštovanju človekovih pravic, človeški, humani družbi. In zaradi tega smo na Univerzi v Ljubljani se tudi odločili pred par leti, da poleg inovacije, ki so pomembne za gospodarstvo, nagrajujemo tudi družbene inovacije, ki imajo vsaj enako pomembno vlogo v družbi kot gospodarske inovacije. Oboje skupaj pa ustvarja boljšo družbo in kot je že minister na začetku povedal, slovenska družba je žal še premalo inovativna, ampak s takimi akcijami, kot je rektorjeva nagrada, verjamem, da to inovativnost še spodbujamo in da bo Slovenija se naprej razvijala v dobro vseh prebivalcev, ne samo prebivalcev Slovenije, ampak celotnega planeta. Hvala lepa, še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajenkam in nagrajencem in uspešno delo naprej. Verjamem, da bo ta nagrada spodbuda, da boste še nadaljevali svoje izjemno inovativno delo. Hvala lepa.
hvala dr. Majdič, hvala nagrajencem, hvala vsem. No, hvala pa tudi soorganizatorjem in partnerjem Uniminds dogodka. To pa so Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Spirit Slovenija, Lek Sandoz, Novartis Slovenija, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Fakulteti za arhitekturo, Fakulteti za upravo, Ekonomski fakulteti, Fakulteti za farmacijo, Nacionalnemu inštitutu za biologijo, EATRIS Slovenija, Niba Labs, Zvezi evropskih univerz Utopija. Posebna zahvala gre vsem trem pisarnam za prenos znanja na vseh treh javnih univerzah v Sloveniji. Za njihov neprecenljiv prispevek pri prenosu znanja v Sloveniji in pa hkrati ste glavni pobudnik in izvedbenik največjega festivala inovacijske skupnosti in partnerstev, kar nas vse navdihuje in spodbuja k nadaljnemu sodelovanju. Hvala pa tudi vsem udeležencem za vašo prisotnost in aktivno sodelovanje. Vljudno vabljeni na druženje in pogostitev v galerijo. Vsi nagrajenci in rektor pa prosim še malo počakajte za formalno fotografiranje. Najlepša hvala.